Thank you. Now I give the floor to Madame Jordan Cicel. Spoštovani, v soboto zjutraj sem se zbudila z velikim olajšanjem, kajti izvedela sem, da sta bila sprejeta oba dva sporazuma, in to mi daje seveda vero, da je še vedno možno zaustaviti globalno segrevanje pod 2 stopinjama Celzija. Seveda pa ostaja grenak priokus, kajti sam postopek pogajanj v mednarodni skupnosti je mnogo prepočasen in takšen sporazum bi morali sprejeti vsaj pred 1 letom. Tako pa smo zdaj v veliki časovni stiski. V veliki časovni stiski predvsem zaradi tega, ker še vedno nimamo številk, še vedno nimamo konkretnih zavez, kako bodo države znižale svoje izpuste toplogrednih plinov. Je pa pozitivno to, da je dokument obsežen in da pravzaprav zajema prav vsa prioritetna področja, ki jih je Evropska unija definirala že pred začetkom pogajanj. Moja ocena je, da je bila Evropska unija na pogajanjih uspešna in da je bila tudi dovolj ambiciozna, kajti bila je ravno prav ambiciozna, da je še vedno obdržala to svojo vodilno vlogo in da je spodbujala pogajanja. Kajti če bi bili preveč ambiciozni, bi nas ostali izločili, tako kot se nam je zgodilo lansko leto. In menim, da smo se od lani veliko naučili in si želim, da bi to svoje znanje prenesli tudi v naslednja pogajanja naslednje leto in da te strategije ne bi spreminjali. V tem letu nas čaka zelo težka naloga, predvsem v stikih s tretjimi državami, in tu mislim, da mora Unija izkoristiti vse možnosti, ki jih ima, da pomaga Združenim državam Amerike, da bodo lahko naslednje leto obljubile bistveno več kot letos. Sami pa se moramo znotraj Unije predvsem skoncentrirati na to, da bomo izvajali tisto zakonodajo, ki smo jo sprejeli v zadnjih nekaj letih, kajti veliko je novosti, ki jih moramo dejansko začeti tudi uresničevati. Še vedno je namreč Evropska unija edina regija na svetu, ki je z zakonom omejila svoje izpuste.